če bi mu 20 let staro hčerko, bi definitivno rajš videl, da dobi 54 let starega tipa, ki je odgovoren, delaven, resen, kot pa, da dobi eno 20 let staro zgubo, ki je len, ki ni z njemu nič, ki mogoče še kakšno travco kadi, ki se mogoče od alkohola odvisen. Tako da tukaj jaz bi rekel, da ste mi trapasto vprašanje zastavili. Seveda, če bi bila pa obedva enaka, bi pa seveda raj rekel, da ne vzame 20-letenka. Ampak gledajte, jaz se s tem tudi ne bi ukvarjal, zato ker jaz vem, da to ne moreš preprečiti. Jaz, če bi moja hčer imela enega, ki meni ne bi bil všeč, ja, jaz ji sigurno ne bi nič rekel, ker poznam, kakšne so ženske in vem, da bi pol še bolj rinila v njega. Mogoče bi ga prej pohvalil, kakor skritiziral. Moram pa tudi po pravici povedati, da bi bil zelo razočaran, če bi dobila takega, kot je Robert Mramor, pa ne je star 20 let, ali pa 44, ali pa 60, ali pa 70. Namreč, lejte, tisti, ki se je drogiral, ki je vse počel, kar je on počel, si res ne bi želel, da bi takega imela moja hčerka. In lejte, tudi lahko rečem, tako kot mislim, vsaka, ki gre z njemu, je neumna, zelo neumna, butasta, da bolj ne more biti. To sicer ne pomeni, da jaz Roberta Mramorja ne maram, jaz ga pač takšnega, ki je, ga spoštujem, sem mu hvaležen, ki je prišel na podcast, sem hvaležen, da je povedal svojo zgodbo, mu tudi v življenju želim vse najboljše, ampak, lejte, če bi bil pa jaz ženska, pa tacga sigurno ne. Čisto zaden bi bil v vrst, ampak ker dosti dobro poznam ženske, točno vem, da se palijo ravno na take tipe in ta tip jih ima cel kup, pa jih nič ne manipulira, tako kot eni pravijo, da jih je zmanipuliral. Ne, ženske so žal take. Kaj pa vi mislite, dragi gledalci? Dajte to napisati v komentar, pa naročite se na moj YouTube kanal.